Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Zelo smo veseli in počaščeni, da tokrat v družbi z Jezusom gostimo izmirskega nadškofa, metropolita, monsignorja dr. Martina Kmetca. Prav lepo pozdravljeni, dobrodošli doma, gospod nadškof. Lepo pozdravljeni. Čeprav ste sedaj doma že več časa v Turčiji, ne? Ja. Ste se uspeli kaj odpočiti v teh dneh, kajti za vami je zelo naporen čas vašega škofovskega posvečenja na svečnico in verjetno ste morali že vse postaviti na škofiji, da ste lahko odšli v Slovenijo. Ja, najprej je bilo treba kar precej obnavljati, malo smo morali spremeniti prostore na škofiji, bilo kar nekaj zidarskih del, pol načrtovanje obnove in restauracije cerkva, ki so bile poškodovane v potresu. Potem smo tudi razdelili vloge, pač tiste, ki so najpotrebnejše za to, da škofija deluje. In počasi sem se vživel v to delo, v to službo, tako da sem, tako kot sem načrtoval, mogel priti malo v Slovenijo med svoje, ja, v domačo župnijo in tako naprej, kar so si zelo želeli moji farani. Sicer ste tudi tukaj zelo angažirani sedaj, da pravzaprav nimate časa za počitek. Ja, bolj malo je res časa za počitek, kar naprej so kakšni dogodki. Sodeloval sem na srečanju misionarjev v Ljubljani, potem sem imel birmo na Ptuju, za ptujske župnije, sledi maša za domovino jutri zvečer in tako naprej, tako da bo skoraj vsak dan bo kakšen dogodek. Ja. 30 let ste že misionar, najprej ste bili 10 let v Libanonu. Približno, ja, malo več, ja. Še več. Sedaj že 20 let nekje v Turčiji, ne? Ja. Se je zelo spremenilo vaše življenje potem, ko vas je papež Frančišek imenoval za nadškofa metropolita in po vašem škofovskem posvečenju? Ja, življenje se je kar precej spremenilo, ker jaz sem živel v skupnosti, v minoritski skupnosti sem bil predstojnik in torej, bratsko življenje je lepa stvar. Torej, imaš organizirano molitev, skupno, potem skupni obroki, sodelovanje, načrtovanje, to je nekaj lepega. Zdaj sem pa bolj, bi rekel, osebno življenje živim sam, čeprav pa je, po moje, je ritem življenja skoraj isti, ne? Molitev, delo, živim skupaj z diakonom, kmalu bo prišel tudi še en duhovnik, tako da bomo na nek način tudi ustvarili neko skupno življenje. Ja. Pred časom ste prišli v Slovenijo prav z namenom, da bi pospremili na škofovsko posvečenje novega celjskega škofa, monsignorja Maksimiljana Matjaža. Veliko misli smo slišali takrat iz ust nuncija, o tem, kaj pomeni biti škof, kako pomembna je škofovska služba, da biti škof ni čast, ampak služenje. Kaj to konkretno pomeni? Ja, na prvem mestu je vsekakor zvestoba Kristusu. Odnos do Kristusa, duhovno življenje, torej res predanost duhovniški službi. Zavedanje, da smo bili poklicani, da bi gradili Božje kraljestvo na tem svetu. To pomeni globoko prepričanje, da je cerkev temeljni kraj, kjer se razodeva Kristus, kjer je Kristus navzoč. Potem pomeni biti škof, pomeni biti voditelj. Meni velikokrat pride na misel,
prizor iz turških planin, ko vidim pastirja in ovce, kako sledijo, kako gredo. Pred kratkim sem znova opazil ta prizor v hribih in so se ovce čudovito zvrstile za pastirjem. Ta prispodoba prihaja iz Evangelija in pomeni zaupanje med tistim, ki vodi, in pa med ljudstvom. Vsekakor je Kristus tisti, v imenu katerega smo poslani, v imenu katerega pač posredujemo svojo razpoložljivost, da bi cerkev mogla nekje iskati pot proti prihodnosti. Seveda pa je to potem tudi velika osebna odgovornost, ki pomeni velikokrat tudi izbire, odločitve, tveganje, predvsem pa ljubezen do ljudi. Da bi dobro razumeli škofovsko služenje, škofovsko službo, se moramo vrniti k 12 Jezusovim apostolom. Pravzaprav vi ste direktni njihov naslednik sedaj, ne? Teh 12 apostolov. Ja, to se mi skoraj včasih zdi neverjetno. Težko je razumeti ta Božja pota, Božje usmiljenje, Božjo dobroto. Dejansko je, torej v naši škofiji se nahaja grob svetega Janeza, apostola, čeprav ne vemo, kje so ostanki. Torej biti naslednik apostola Janeza, to je tako velika odgovornost, da se včasih kar bojim. Potem pa tudi čudovit zgled svetega Polikarpa, mučenca. Tako da prej ste omenjali čast, to je dejansko velika čast, ampak ne v tem smislu, da bi si človek kaj prilastil, da bi človek imel neko človeško čast, ampak v Božjih očeh je to velika služba, ne? Služba, to pomeni odgovornost, predvsem odgovornost, velika odgovornost in pa pripravljenost, da bi vsem srcem služil. Pravzaprav si skoraj ne moremo predstavljati, da ste nadškof metropolit na območju, ki šteje okoli 40 milijonov prebivalcev, seveda večinoma muslimanov, kristjanov je le peščica, ne? Rimokatoličanov še manj, ne? Ja. Koliko vas je pravzaprav, koliko je teh katoliških skupnosti, koliko imate duhovnikov, redovnikov, redovnic? Ja, torej skupnosti so strnjene predvsem v Izmiru, v mestu, nekdanjem mestu Smirna, potem pa najbolj oddaljeni dve skupnosti v nekdanji Ataleji, kjer se je Pavel izkrcal na svojem misijonskem potovanju, Antalija. To je danes turistično mesto in je nemška škofovska konferenca poslala nemškega duhovnika za nemške turiste, za nemške priseljence, za ljudi, ki se poročajo tam. In obenem ta duhovnik služi tudi naši škofiji za vse ostale vernike, za vse ostale pripadnike drugim kulturam, drugim narodom. Potem pa v Ikoniju, ki je tudi več kot 400 km oddaljeno mesto, torej nekdanje Ikonije, današnja Konja, veliko središče, bi rekel, kar se tiče islamskega študija in pa tudi pomembno za razvoj politične misli v Turčiji v današnjem času. Tam se nahaja cerkev svetega Pavla, tam sta dve sestri, od časa do časa pride jezuitski pater iz Ankare, da mašuje, da jih spove in tako naprej. Jaz sem bil pred kratkim tam in je bilo zelo lepo srečati to skupnost, zelo pisano skupnost. Potem seveda v Izmiru v samem mestu imamo kar nekaj cerkva,
ki so pač ostale iz prejšnjih časov kot zgradbe. Seveda pa so skupnosti zelo razrečene in zelo male. Upravljajo jih tako škofijski duhovniki, kakor redovniki. Imamo tudi sestre. Pač prizadevamo si, da bi cerkev na tem področju ostala podobno kot seme, gorčično zrno v evangeliju. Zelo pomembno za nas je pa tudi svetišče, Marijino svetišče, romarsko središče, kjer naj bi živela Božja mati, Marija, z apostolom Janezom. To je pa tudi za nas zelo pomemben kraj, zelo pomembno duhovno središče. V Efezu. V Efezu, ja. Marijina hiša. Ja. Pravzaprav je Turčija na nek način tudi del svete dežele, ne? Kajti s krščanstvom je zelo povezana iz preteklosti, ravno zaradi prihoda domnevnega Božje matere Marije in svetega apostola Janeza na to območje, apostolskih potovanj svetega Pavla, ne? Ja. In koncili ekumenski so se dogajali tudi na tem območju, ne? Tako. Torej, kar se tiče prvih časov krščanstva, je Turčija pravzaprav dežela, kjer je rojena cerkev med pogani. Spomnimo se antiohijske skupnosti, kjer prvič imenuje kristjane s tem imenom, kristjani, kjer se potem Pavel in Barnaba ločita od ostale skupnosti in začneta, se odpravite na prvo misijonsko potovanje, se začne oznanjanje med pogani. In to oznanjanje je bilo na področju naše škofije pravzaprav prvenstveno. Potem pa seveda so tu na področju te škofije so potem tudi cerkve, ki so omenjene v Janezovem razodetju, 7 cerkva. Pozneje je prav gotovo za našo škofijo zgodovinsko pomemben tudi Efes, kjer je bil Efeški koncil 431, ki je proglasil Marijo za Božjo mater. Tako da imamo izredno bogato zgodovino. Pravzaprav so to biseri, ki skrbno varujemo, pač poskušamo predvsem torej na eni strani preteklost, ampak ne smemo gledati samo preteklosti, ta preteklost mora živeti tudi v sedanjosti, v našem življenju, mora se odražati v našem pričevanju, v naši zvestobi Kristusu in pa v našem upanju za prihodnost. Za kakšno peščico katoliških kristjanov gre na območju vaše nadškofije? Vem, da ste se že kot misionar 20 let zelo prizadevali za to, da bi se ohranila živa ta katoliška krščanska skupnost na območju Turčije. Ja, torej trenutno za našo katoliško cerkev je bilo nekoč jedro te skupnosti povezano z tako imenovanimi levantinskimi kristjani. Levantinski kristjani, katoličani so ljudje, ki so se izseljevali skozi stoletja v različnih obdobjih iz Francije, tudi iz Dalmacije, tudi iz Italije, nekaj tudi iz Avstrije, torej iz Evrope na ta področja. Najprej kot trgovci, zato so tudi te skupnosti preživele bolj v obmorskih mestih. Pozneje, ko se je začela industrializacija v Otomanskem cesarstvu, je bilo potrebno tudi še več delovne sile. Potem v Evropi je bila potreba po izseljevanju, ker je bila velika revščina in so se takrat izseljevali tudi v Ameriko, Avstralijo in tako naprej. Tako da so ti ljudje potem tudi pač se ustalili tam in tam zgradili tudi svoje cerkve.
in tam ostali. Seveda danes ta populacija počasi izginja. Mlajši, ki so bili vedno vezani na evropsko kulturo, na evropsko civilizacijo, so se v glavnem izselili v Ameriko ali pa v evropske dežele. Starejši pa tudi počasi izumirajo. Jih je še kar nekaj. Seveda pa je sedaj v naši skupnosti imamo migrante, imamo begunce, imamo pa tudi nekaj malega spreobrnjencev. Iz Sirije, Iraka? Odkot? Iz Iraka predvsem iz Iraka, ja. Ja. Torej, z njimi, med njimi delujemo predvsem kot Caritas, skrbimo, koliko se le da za njihove duhovne potrebe, čeprav so zelo razkopljeni po turških mestih. Ne. Tako da pač kolikor se da skrbimo za to, da bi vsaj osnovno, kar pač lahko cerkev nudi tem ljudem, jim bilo omogočeno. Kakšni so ti kristijani? Nekje sem zasledil, ste povedali pred kratkim, da so nam tukaj v Evropi nekako vcepili v kri, da se sramujemo biti kristijani. Kaj pa kristijani pri vas v tem večinskem muslimanskem ljudstvu? Ja, torej včasih je res težko. Včasih je težko biti kristijan. Recimo za begunce, ki prihajajo iz Iraka, je izredno težko. To pa zaradi tega, ker je po turški mentaliteti, po turškem mišljenju nemogoče, da bi bil pripadnik nekega arabskega ljudstva kristijan. Mora biti obvezno musliman. In zato moram reči, da iraški kristijani, sirski kristijani, ki so se zatekli v Turčijo, velikokrat nimajo lahkih pogojev. Kar se tiče levantinskih kristijanov, oni so se vedno bolj zatekali za pomoč raznim konzularnim predstavništvom, tako da so bili na nek način pokriti na ta način. Seveda moram reči, da so imeli tudi izreden ugled in da še mogoče danes nekateri imajo izreden ugled. To pa zaradi tega, ker so bili zelo izobraženi. Tudi šole so bile v rokah teh ljudi oziroma redovnih ustanov. Vse to pa danes se nekako zmanjšuje. Počasi se mi zdi, da bomo ostali vezani samo na krščansko občestvo kot tako. Ja. Kaj pa protestantski kristijani? Imate stike z njimi? Ja, tudi imamo stike, kar precej stikov s protestantskimi kristijani, čeprav se postavlja vprašanje vedno se postavlja vprašanje pač njihove pripadnosti, ne, ker pripadajo zelo različnim denominacijam in so velikokrat tudi pač pripadniki cerkva, ki jih mogoče niti ne poznamo iz Amerike in tako naprej. Seveda je občudovanja vredna njihova ljubezen do Jezusa in njihova volja, da bi Kristus bil navzoč tudi v Turčiji. Tako da vam pravzaprav rimokatoličanom, katoliškim skupnostim na območju vaše nadškofije preostajajo verjetno številne cerkvene zgradbe, ki pa tudi niso menda vaše, ne? Niso cerkvene. Ja, s tem imamo velike težave, to pa zaradi tega, ker Turčija ne prizna pravne identitete krščanskim verskim skupnostim. Na nek način so priznane po zakonu samo skupnosti, ki so pojmovane kot manjšine, to so Armenci, asirski kristijani, grko pravoslavni,
ampak še oni so vezani na nek način na tako imenovane fondacije, ki predstavljajo različne ustanove cerkve pred državo. To pomeni, da je fondacija nekje temeljni sogovornik državnega aparata, verska skupnost kot taka, religija kot taka, pa je samo nek privesek. Tako da nimate niti nobenega vpliva v družbi? Ne, to sigurno ne, to pa zaradi tega, ker smo tako majhna skupnost, da si niti tega ne domišljamo. Gre predvsem za to, da bi mogli imeti zagotovljeno pravico do lastnine, kot cerkev, kot taka, kot verska skupnost, kot institucija. Tu velikokrat so ti dokumenti, ki so bili izdani takrat, ko so bili še sultani za kakšno cerkev, ali izgubljeni, ali ukradeni, ali odtujeni na kakršenkoli način. In v bistvu s strani republike, s strani države, potem bi res pričakovali, da nam dajo možnost, torej, da smo priznani kot skupnost, kot verska skupnost. Vi ste poliglot, obvladate več tujih jezikov. Imate poseben dar ali ste se s težavo učili tudi turščine, arabščine? Ja, jaz mislim, da nisem preveč nadarjen. V glavnem sem vse, kar sem dosegel v življenju, dosegel s trdim delom. Seveda sem pa imel verjetno neke vrste intuicijo. Mene je vedno zanimal jezik kot tak, kako jezik kot tak deluje, kako jezik kot tak funkcionira, kaj se skriva za jezikom v okviru sintakse, pa velikokrat tudi v okviru samega zlogovanja in turški jezik ima veliko glasov, ne? Ja, veliko. No, in to me je pa potem vedno nekje, to je podobno kot križanka, ne? Nekdo, ki se navduši nad križankami, potem reševanje neki. Tako sem se jaz tudi nekje z velikim veseljem vedno učil jezika. Jezik mi je bil vedno tisto sredstvo, po katerem sem mogel priti nekako do vrat bližnjih in potrkati na vrata. Če nimaš jezika... To je osnova, ne? Jezik in kultura, poznavanje tistega naroda, kjer deluješ, ne? Ja, pa bi rekel, še vedno, ko gre za jezik, ko gre za vprašanje izražanja, mi to vzbudi veliko veselja v srcu. Ko ste prej delovali v Libanonu, pa potem toliko let na območju Turčije, kakšna je razlika morda med temi kulturami? Ste se morali spet na novo navaditi nečesa sedaj v Turčiji, ne? Ja. Torej, nekatere stvari iz Libanona so mi zelo koristile, ne? Predvsem po človeški plati, na nek način izpostavljenost. Torej, biti pripravljen na neko tveganje, na neki, lahko bi rekli, vi se imenujete eksodus, eksodus. Biti, tako kot papež tudi spodbuja, biti pripravljeni iziti iz sebe, iti na periferije. To je bilo vedno v meni. Seveda, okolje v Libanonu je bilo drugačno. Živeli smo v krščanski četrti, župnija je bila bolj, bi rekel, številnejša, bilo je veliko dela in torej, seveda, veliko pomoč mi je bilo potem znanje arabskega jezika, ker je pač veliko besed v turščini prihaja iz arabščine.
potem islamsko kulturo, ki sem jo spoznal preko študija in pa tudi preko življenja, vsakdanjega življenja, ker smo se redno srečevali z muslimani. Ne, ker, mislim, to življenje v Libanonu si ni mogoče zamisliti samo v nekem okviru, v neki četrti, ne, ker je dežela majhna. Tako da sem imel izkušnjo srečevanja z drugačnimi, s problematiko življenja, socialnega življenja. Včasih smo reševali težke človečanske probleme po zaporih in tako naprej. Tako da ta izkušnja mi je potem veliko pomagala v Turčiji. Seveda pa prvi vtis, ki sem ga imel v Turčiji, tako bi rekel, začeti na novo, pa je bila vsekakor, bi rekel, ne vem, če jo smem tako imenovati, mogoče čisto osebno, je pa bilo osamljenost. No? Tisti prvi, začneš popolnoma na novo. Seveda, skupnost je bila, v skupnosti smo živeli, ampak se spomnim, da za dolgo obdobje sem bil tudi sam, ker so bili pač zdravstveni problemi patrov, s katerimi sem živel in tako naprej. In ja, je bilo vse skupaj eno učenje, bi rekel. Tudi številni Slovenci se navdihujemo ob delih Libanoncev, denimo Kalila Džibrana, mislim, da je. Džibran, ja. Beremo njegovega preroka, izjemne misli. Potem pa številni kristjani pri nas se zelo priporočajo tudi svetniku miru, svetemu Šarbelu. Ste morda obiskali tudi njegov grob? Ja, seveda, velikokrat. Ja. To je čudovit kraj v hribih in seveda tam pridemo v stik z maronitskim oziroma asirskim izročilom, meniško izročilo. Maronitska cerkev pa tudi v glavnem vse te cerkve asirskega izročila so se oblikovale okrog samostanov. Samostani so bili žarišča in tam sem se seveda srečal s to duhovnostjo in je name naredila velik vtis. Tudi sveti Šarbel. Sveti Šarbel je, njegova svetost je sad te duhovnosti, ki se je razvijala skozi stoletja, sad trpljenja, ki so ga ti narodi, ki ga je ta narod, ki so ga kristjani skozi stoletja pretrpeli. Sad askeze, velike askeze, velikega prizadevanja. In potem to, kar je čudovito, je potem on pač predstavlja to duhovnost, libanonsko duhovnost, ki je ohranila globoki občutek vere. Ja. Tako da sem bil zelo vesel, ko so me povabili v Sloveniji, družina je izdala eno knjigo, misli svetega Šarbela in so me povabili, da sem napisal uvod in sem bil zelo vesel tega, sem potem veliko o tem o njem razmišljal, o njegovi ljubezni do Evharistije, o njegovem velikem prizadevanju, da bi se tudi telo očistilo za čisto Božjo navzočnost, torej askeza, čisto preprosto. Potem to, kar me je pri njem zelo navdušilo, je pojmovanje križa, torej, da je v njegovih mislih zasledimo velikokrat križ, upanje kristjanov, vaše upanje. Ne bojte se, tudi če ste v velikih težavah, tudi če je revščina, tudi če ste stiskani, preganjani, pa vendarle imamo veliko upanje v Kristusu, ki je premagal zlo, ki je premagal smrt na križu. Križ je znamenje zmage, ne? Tako. Ja. Gospod Nadškof,
Zanima me, kako pa gradite dialog kristijani s to večinsko muslimansko skupnostjo v Turčiji. Spomnimo se tudi obiska svetega očeta Frančiška. Kakšni so sedaj sadovi po tem obisku? Vi ste tudi bili zelo blizu papežu Frančišku ob njegovem obisku v Turčiji. Ja, bilo je zelo lepo. Jaz se spomnim, preden je odšel, smo se smeli srečati z njim še na ambasadi, na anunciaturi. Vsekakor je papež Frančišek pustil lep vtis in pomembno sporočilo, da je potrebno graditi bratstvo, da je potrebno graditi medsebojno razumevanje, da ne bi smeli graditi naših civilizacij na podlagi izločevanja drugih, ampak da bi morali res drug drugega spoštovati, drug drugemu delati dobro. Seveda, dialog v Turčiji na nekem visokem, torej ni ga na nekem visokem znanstvenem nivoju, po mojem, zelo malo. Spomnim se, da smo organizirali kakšne simpozije, tako kakšna srečanja. Seveda, ko se srečujemo, je vse lepo in prav, ampak v življenju pa velikokrat je to kar precej težko. Mislim, da je temeljni dialog, ki je mogoč in ki ga mi pač živimo, je dialog življenja. Torej, biti potopljen v to družbo, v kateri živimo. Kristijani, torej laiki, to živijo v vsakdanjem življenju, vsakdanjem na delu. Imamo enega prijatelja, ki je spreobrnjenec in je zelo veliko pomagal meni, naši cerkvi in še vedno pomaga. Je izreden človek, zelo preprost, ampak pozna vse poti, ki so možne, da se neki problem ali administrativno ali kakršnokoli drugi, da se to reši. In on je bil velik navijač lokalnega kluba in je poznal ogromno ljudi. No, in vsi vejo, da je on kristijan in ga kličejo ga z eno besedo, ja, kot da bi pri nas župnik rekli, no, kako kličejo župnik, vsi ga poznajo kot župnika. To je en pričevanje tudi, ne? Ja, to je tudi veliko pričevanje in to je dialog, ne. To je vaš dialog. Sicer pa kot kristijani niste navajeni in nenaučeni izključevati kogarkoli, tako da ste dostopni do vseh in pomagate tudi vsem? Ja, vsem. Torej, brez razlike, Karitas pomaga brez razlike. Seveda, mi imamo omejena sredstva, ne moremo, pač na mesec se lahko porabi toliko in toliko, ampak ko je bil potres, je Karitas brez razlike pomagal vsem, pa tudi drugače, ko pridejo recimo klošarji, recimo prositi za vsakdanje potrebe, pa to nikdar se ne reče, ali si kristjan ali nisi kristjan. Ste morda že uspeli obnoviti vašo škofijsko katedralo? Vemo, da zaradi potresa, ki jo je poškodoval, niste mogli biti posvečeni v svoji katedrali, ne? Ja, tako je. Še vedno ni končano delo. Pravijo, da bo nekje tam konec avgusta, da se bo končano. Katedrala je zelo velika, lepa, ampak potrebuje pa veliko dela, da se to posveti. Tam je, moram reči, da se je že kar veliko naredilo, medtem ko pa cerkev svetega Polikarpa, ki se drži škofije, tam pa še nismo niti začeli. Tam delamo prve analize terena, radi bi utrdili okrog temelje, kupola je poškodovana, streha, noter nam je teklo in tako naprej.
je pa treba čakati na dovoljenja, ne. Ja, ker je to zelo dragocena cerkev s freskami in tako naprej. Tako da bomo videli, upajmo. In še na dan vašega škofovskega posvečenja ste imeli težave z vodo, ne? Ja. Ki je zalila Marijino cerkev. Marijino cerkev, ja, tam, ker sem imel posvečanje, 20 cm vode je bilo. Je bila v celem mestu, so bile poplave in na Sveto srečo so se, ti naši fantje, ta fant, ki sem ga prej omenil, ime mu je Yilmaz, on je uredil, da so pripeljali 2 črpalki, da se je to črpalo. Tako da je bila sicer slovesnost predstavljena, ampak je bilo pa vseeno lepo. Ja. Zelo lepo, ja, smo veseli. Tudi naša televizija Exodus, da je lahko neposredno prenašala to slovesnost iz Turčije našim gledalkam in gledalcem širom Slovenije, pa tudi drugje, kjer spremljajo naš program. Vem, da so se zelo razveselili in bili navdušeni nad novico, da vas je papež imenoval za nadškofa metropolita v Turčiji, župljani vaše domače župnije, ja. V Vidmu pri Ptuju, na Dravskem polju pod Halozami. Tam je vaš dom, tam so vaše korenine, gospod nadškof. Pa morda še kaj iz vaše domače družine, kajti Slovenci vas vendarle premalo poznamo, saj ste bili toliko časa misionar z doma in vas nismo uspeli tako dobro spoznati. Kaj nam lahko poveste o vaši izvirni družini, o vašem otroštvu? Ja, izhajam iz kmečke družine, Lancova vas pri Ptuju, župnija Sveti Vid pri Ptuju. Rojeni nas je bilo 6 otrok, eden je umrl v otroštvu, v ranem otroštvu. Starši so nas res lepo vzgajali in kljub temu, da morda ni bilo vedno lahko, ker je bila kmetija majhna, so skrbeli za nas z izredno ljubeznijo. Potem s to osnovo krščanstva, ki je padlo kakor seme v moje srce, sem potem začel ministrirati. To me je potem privedlo do poznanstva naših patrov, minoritov in potem sem se pač odločil za semenišče, torej po osnovni šoli. Mislim, da je bilo, da so bili res temelji mojega življenja, moje vzgoje in poklica pripravljeni v družini. Seveda, pozneje, če ne bi bilo neke širše pomoči, širše osnove, potem tudi gotovo, da bi se ta poklic izgubil. Ja. Imam lepe spomine na šolo. Ja, zdaj, ko se spominjam nazaj, moram reči, da so bili učitelji kar v redu. Osnovno šolo. Čeprav morda včasih mogoče preveč, kako bi rekel, zvesti režimu, ampak so bili dobri, vseeno. Mislim, nimam ničesar očitati nikomur. So pa bili tudi primeri, ko smo imeli res lep, čudovit zgled, tudi človečanski zgled učitelja, učiteljice, ki so nas potem usmerjali v življenje. Ja. No, ker ste ravno omenili osnovno šolo, vidimo pri Ptuju, naj povem našim gledalkam, gledalcem, pa tudi vam, da sem govoril z vašo učiteljico, gospo Marijo Šosterič, ki mi je povedala, da ste bili velik knjižni mol skupaj z vašim sobratom, kasnejšim Francem Murkom, patrom Francem, ki je tudi vaš prek sosed doma, ne? In da sta vidva veliko krat prihajala k njej, da sta jo prosila, naj vama še svetuje, katero knjigo naj bi vidva prebrala in si izposodila v knjižnici. Kaj vam pomeni knjiga v vašem življenju? Danes imamo vse dostopno na internetu. Kakšen pomen še ima knjiga? Ja, knjiga je res izgubila svoj pomen, ampak jaz imam popolnoma drugačen
občutek, ko primem knjigo v roko, ko nekaj berem, ko nekaj študiram, ko moram priti do nekih informacij, je knjiga nenadomestljiva. Predvsem pa je knjiga nenadomestljiva kot kulturna vrednost, kot nekaj, kar odpreš in imaš preko besedila možnost priti v stik z avtorjem in imaš potem tudi možnost, da sam preustvariš to besedilo, da si ga interpretiraš in da tudi za to besedilo, iz tega besedila pač vzameš potrebno, kar je najlepše za svoje življenje. Tako literatura, poezijo sem imel strašno rad in še vedno imam rad, ali pa svetopismo. No. Ja. Je popolnoma je drug prehod v srce in dušo, ko ti določene stvari prebiraš na računalniku. Ne. Ja. 2-3 leta nazaj še ste vaši sestri eno za drugo odpeljali v špansko Kompostelo k svetemu Jakobu po pešpoti. Ja. No, vaša sestra Bibica mi je zaupala, s kakšnim navdušenjem ste zavili v neko knjigarno na poti in dolgo vas je čakala, ampak ko ste prišli s knjigo v roki, tako navdušen in ste ji povedali, da bi ti vedela, kakšna dragocenost je to. Je rekla, meni to ni nič pomenilo, ne? Saj ne poznam, ampak njemu, kaj je to pomenilo, ne? Ja. Kaj vam je ostalo najbolj v spominu z te poti k svetemu Jakobu? Ja, to je nekaj čudovitega, no. Hoditi z nekim ciljem, to je prispodoba naših poti, vseh poti v življenju. Potem napor, prečiščenje, pomeni prečiščenje duha, vedno znova zauživaš sveži zrak, razen mogoče, ko greš skozi mesta. Potem je to tudi neka vez s svetostjo, neka vez bi rekel, to je na nek način poklican si, da bi zavedaš se, da si poklican nekako, da bi dosegel to, kar je dosegel sveti Jakob, recimo, ali pa, ko gremo na drugo romanje, da bi dosegli to, kar predstavlja to svetišče. To je neponovljivo in to je, zame je bilo to res enkratno. No, seveda, potem pa molitev. Po moje je bil vsak korak molitev, ne. Vsak korak molitev. Je nekaj posvečenega ta pot zares, ne? Ja. Seveda so trenutki, no, potem, ko si utrujen ali pa kakorkoli že, čudovito, bi rekel, ko priješ do kakšne gostilne, pa malo spiješ. Se malo osvežiš, ne? Ja. Ali pa, no, tako, lepo je bilo. Pol pa meni je bilo zelo, zelo všeč, da sem lahko šel enkrat z eno sestro, drugič z drugo sestro. Čeprav smo mogoče imeli drugačne ritme hoje in tako naprej, ampak smo se vseeno ujeli. Obudili spomine verjetno na otroštvo, ogromno, mlada leta. Ja. Tako da sem imel veliko željo, da bi šel še sam po francoski poti. Mi smo šli v glavnem mi smo šli po portugalske poti, ne. Rad bi pa bil šel še po francoski sam in sem si že malo delal načrte, ne, da bi en mesec dni nekje se dogovoril s svojimi predstojniki in tako naprej. Ampak zdaj v glavnem vse padlo v vodo, ne verjamem, da bom zdaj zmogel. Če boste še uspeli. Nedolgo nazaj smo gostili vašega sobrata slovenskega minorita, patra Benjamina Mlakarja, Zlatomašnika, letos, ki nam je zaupal, da ste tudi vi študirali v Ameriki. Ja. In sicer mandat ste bili celo v istem kolegiju kot on. Tako, v istem kolegiju kot on, ja. Ja, 10 let pozneje, mogoče malo manj. Ja, to je bilo zelo zanimivo, no. Ja, že takrat sem jaz pač želel iti v misijone, no.
je nekako povezano s tem. Seveda pa povezano s tem, kako bi rekel, pač nekaj me je vedno vleklo, ne. Vedno me nekaj vleklo, da bi se več naučil, da bi spoznal širši svet. In je bilo zelo lepo, rodovitno leto, naučil sem se angleščine, pa tudi še zdaj se spomnim določenih avtorjev, ki sem jih takrat prebral, v katere sem se poglobil in tako naprej. Tako da, ja, mislim, da mi je ta izkušnja tudi koristila v tem smislu, da sem se nekako vrnil bolj bogat v domovino, takrat, ko sem pol pač začel v Sloveniji kot duhovnik. Ja. Ja. Kot mlad duhovnik, preden ste odšli v misijone, ste bili tudi vzgojitelj v Ljubljani, Ja. Minoritskih semeniščnikov. Kaj ste spoznali, kaj je najbolj pomembno za vzgojo teh mladih ljudi? Imamo takšno pomanjkanje duhovnih poklicev, številni tudi odhajajo iz teh vrst, že kot duhovniki. Kaj je najbolj pomembno pri vzgoji in tudi naš odnos potem do te problematike nas kristjanov, krščanske skupnosti? Ja. Jaz mislim, da je prvo pomembno izrednega pomena je zdravo, duhovno, moralno življenje. Ne? To je tisto prvo. Neka notranja čilost, bi rekel biti zdrav, imeti zdrave poglede na življenje. To je seveda danes, današnje generacije mladih so verjetno tudi precej drugačne. Zaradi vpliva medijev tudi, ne? Ja. Tako da ne vem, kaj bi svetoval, kaj bi rekel, vse ne gre za nasvet, ampak kaj bi rekel. Mislim pa, da na podlagi neke naravne pripravljenosti, v kateri se pojavlja poklic, je pa potem potrebno graditi trdno duhovno življenje. Meni povezanost s Kristusom, preko Evharistije, preko maše, redno življenje. In pa na podlagi zgledov, ki jih imamo v svetnikih, učencih in tako naprej, na podlagi tega potem graditi zavest, da tako kot tudi v družinskem življenju, kjerkoli, ni ničesar brez žrtve. Tudi danes, ko mladi, ko jih gledamo v športu, so pripravljeni dati vse od sebe. Torej, vse od sebe. Pripravljeni so velikih žrtev za to, da bi uspeli. In jaz mislim, da je tako, da je to popolnoma isto v duhovnem življenju, v pripravah na duhovništvo, na redovništvo. To pomeni biti pripravljen zavedno, da milost in bogatstvo, ki si ga prejel v veri, če si ga prejel v veri in če se zavedaš tega, če si ga prejel v veri, se boš vedno bolj zavedal, in če se boš vedno bolj zavedal tega bogatstva, se potem vedno bolj pripravljen tudi na križ in na trpljenje. Torej, plačati ceno tega, za kar si se odločil. Kako močno duhovno zaledje ste vi našli v svetem Frančišku Asiškem? Vem, da ste kot mlad duhovnik tudi vodili duhovne vaje v Asiziju za številne mlade. Med njimi je bil tudi sedanji celjski škof, denimo Maksimilijan Matjaž, še kot mlad študent in tako. Ja, jaz sem imel izredno srečo, ko sem bil v novicijatu na Cresu, na Hrvaškem, da nas je tedajni magister Alojzij Litrič navdušil nad spisi svetega Frančiška. Takrat smo mi skozi te spise nekako dojeli Frančiška veliko bolj. Takrat sem ga res spoznal in vzljubil in sem potem vedno znova poglabljal njegove spise oziroma njegovo duhovnost. Vedno mi je ostal velik zgled in velika spodbuda. In on je
tako kot to izraža v svojih spisih, sinteza evangelija. Ja. Ne vem, kaj bi rekel, je to značilno za vaš sedanji položaj v Turčiji, izbira vašega škofovskega gesla Evangelij naše upanje? Ja, to ni naključje. Malo spraševal sem se o tem, kaj naj bi bilo moje upanje. Upanje je prva beseda, ki mi je prišla na misel, ko sem razmišljal o svojem škofovskem geslu in o svojem programu. Torej, upanje. Upanje zaradi tega, ker je cerkev, nekdo je to cerkev primerjal agoniji, ne, z velikimi težavami se srečuje. In če si postavljen kot predstojnik, kot škof za tej cerkvi, če nimaš upanja in če nisi pripravljen dajati tega upanja drugim, da to nima pomena. Ne. Tako, upanje, kaj je upanje? Upanje je nekaj, kar daje možnost neki prihodnosti. Seveda, upanje pa je lahko to, kar te je vodilo do sedaj, kar ti je pomagalo do sedaj preživeti, živeti z Bogom in tako naprej. In jaz mislim, da kot cerkev smo bili rojeni. Cerkev je bila rojena iz oznanjevanja evangelija. In če pomislimo na prvo krščansko skupnost, ki je šla v svet, ti apostoli so šli v neznano, so šli v popolnoma neznano, v trpljenje in tudi v glavnem v smrt. Ampak so imeli upanje, upanje pa je prihajalo iz tega oznanila, ki so ga prinašali o Kristusovi smrti in vstajenju. Torej, jedro, srčika evangelija je smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. In če je to nekje temeljni vir oznanjevanja evangelija za cerkev v preteklosti, bo to tudi za prihodnost. In tako se mi zdi, da je to temeljni program, ki ga pač želim uresničiti v tem času, pač kot škof, in ga tudi, bi rekel, prenesti v program moje škofije. Ja. Lep grb ste si umislili, vaš nadškofovski grb. Kaj vse lahko vidimo na tem grbu, med drugim tudi domače simbole iz Ptuja? Ja, Rdeči križ je vzet iz ptujskega grba. Kjer ste vi bili v gimnaziji, menda, ne? Tako. Na Ptuju sem bil v gimnaziji in semenišču. Torej, na vrhu je Frančiškov emblem, torej dve roki, Kristusova in Frančiškova. Potem je spodaj je zvezda, ki predstavlja Marijo. Spodaj je sveti Polikarp, je srce, torej simbol svetega Polikarpa in njegovega mučeništva. In v sredini je na simboličen način izražen krstilnik iz Efeza. Osmerokotnik, ki odpira vrata v večnost. Torej, v središču vsega je naš krst in spomin na, torej ne samo spomin na preteklost v Efezu, kar se je tam dogajalo, ampak tudi danes. Torej, vir življenja, vir krščanskega življenja je vir, ki izhaja iz naše krstne milosti. Ja. Še bi se za trenutek vrnil nazaj k vašemu škofovskemu posvečenju. Namreč mnogi so se spraševali, kako to, da gospod Kmetec ni bil posvečen v škofa v Sloveniji, denimo, ne? Vemo, da ste imeli namen, še preden ste izvedeli, da ste imenovani za nadškofa, se vrniti v Slovenijo, ne?
da bi bili še tukaj, naredili kaj koristnega, pa vendar Bog je imel očitno drugačne načrte z vami, ne? Ja. Ja, bilo je kar, ne vem, no, presenečenje je bilo vse skupaj, ne, tako. Moram reči, da sem se veliko spraševal, želel sem na nek način zaključiti svoj čas v Turčiji, ampak Bog je hotel na drugačen način in pač tako sem se rekel, pač naj posvetimo to življenje do konca, tako kot je treba. No. Ja. Je to nekaj bolečine tudi za vas, da niso mogli biti navzoči na tem posvečenju vaši domači zaradi korone in čeprav je ptujski kvartet lepo obeležil to slovesnost tudi slovenskimi pesmimi, ne? Ja, malo je bilo na nek način razumljivo, da v tej situaciji ni mogel nihče priti. Pač jaz sem želel biti posvečen tam, ker je to moja cerkev, ker je to kraj, kjer bom služil. To je bilo predvsem zaradi odnosa, ki sem ga hotel vzpostaviti z duhovniki. Po moje je to čisto jasno odraz tega, da smo v egzilju, no, kako bi to rekel, na nek način, da smo v diaspori. No. Veliko veselja mi je bilo, da je prišla iz Slovenije delegacija. To pomeni, da so prišli minutski provincial, pater Igor, pater Milan Kos in pa frančiškan, rektor na Brezjah, pater Robert Bahčič. To so bili predstavniki cerkve iz Slovenije. Potem pa seveda kvartet iz Podlehnika oziroma skupaj s gospodom Winklerom. Iz Ptuja, ja? Iz Ptuja. Fegoš, pevci Fegoš, ja. To je pa bilo izredno zame. Mislim, vsi so zelo cenili to njihovo petje. Maša je bila skromna, ampak doživeta. Pa vendar je bilo nekaj posebnega tudi slišati in videti predstavnike teh drugih krščanskih cerkva, ne? Ki so vas pozdravljali. To je bilo nekaj res lepega. Ja, bil je dogodek, ki je res tudi potem bi rekel, pritegnil tudi druge predstavnike cerkva. Bil je pravoslavni metropolit iz Izmira, on je predstavil tudi patriarha Bartolomeja. Predstavljeno, tako, če lahko tako rečem. In pa potem pa tudi drugi, armenski, katoliški in pravoslavni, asirci so bili, pa potem tudi pravoslavni, pa anglikanci. No, tako da, lepo. Slišimo, da boste v kratkem pri Svetem očetu v Vatikanu nekako prijeli nadškofovski palij tudi, ne? Tako, ja. To je pač znamenje posebne povezanosti s papežem in mislim, da je to tudi neka posebna skrb papeža oziroma Vatikana v odnosu do cerkve v Turčiji, v odnosu do nas. Na nek način to pomeni pogum, mi smo z vami. Tako da je papež sedaj pravzaprav vaš glavni predstojnik, da tako rečem, ne? Ja, to pa res, ja. Ja. Pravzaprav se ne razlikuje posvečenje njegovo in vaše, službe so drugačne, ne? Ampak škofa sta pa oba, ne? Tako. Ampak on je pač škof cele cerkve, no, tako ga priznavamo, ja. In rimske cerkve, rimske škofije, ne? Ja. Ja, sedaj mašujete tukaj na Ptujskem v zadnjem času, ko ste doma, ne? Ja.
radi se udeležujemo vaših svetih maš. Pred kratkim ste imeli tudi zelo pomemben velik dogodek, čez 70 birmancev na Ptuju, glavno ptujsko Birmo, ne? Ja. Kakšne občutke ste imeli ob tem dogodku? Ja, mogoče, če smem popraviti, bilo jih je 68. 68? Nič hudega, ampak nič hudega. Ker sem jaz tudi bil popravljen. Tako, ja. Imel sem izredno lep občutek. Torej, to pa zato, ker je bila maša lepo pripravljena in je bilo vzdušje primerno, zbrano. Imel sem občutek, da ni tistega razkazovanja, ki se včasih pri Birmah pokaže. Potem pa tudi podelitev zakramenta, stik z Birmanci, stik z domačo cerkvijo, me je zelo navdalo z veseljem, sem bil zelo vesel. Ja. To je bil dogodek potrditve mladih, zrelih kristjanov. Kaj ste jim požili na srce za njihovo življenje? Ja, torej, želel sem jim povedati to, da v življenju, če hočejo biti srečni, da se morajo okleniti Jezusa. No. To je bistveno. Dar duha pa je tisti, dar Birme pa je tisto, kakor sem pač v primeru povedal, tako kot so koptskim kristjanom ali pa mogoče drugim kristjanom na Bližnjem vzhodu po rojstvu torej tetovirali na telo, na roko ali pa kam drugam križ. Tako je tudi Birma na nek način pečat duha, ki te zavedno naredi člana Kristusa, ki te zavedno naredi, ki zavedno stori, da pripadaš Kristusu. Tudi če se želiš, tudi če se mnogi velikokrat sami po svoji volji nekje odločajo drugače, ampak Birma želi povedati to, da te nič ne more ločiti od Kristusa in njegove ljubezni. In da moraš ostati pogumen kristjan, ne? Tako. Pričevalec za Kristusa. Tako. Seveda, vkolikor se tega zavedaš, in to je pa potrebno potem v življenju pač graditi, pa zavedati se predvsem. Ja. V nedeljo vam vaša izvirna domača župnija Videm pri Ptuju pripravlja ob Šentjanževem žegnanju tudi uraden sprejem za domačina nadškofa metropolita. Ja, hvaležen sem jim, no, vesel sem, da je ta dogodek tudi na nek način se dotaknil domače župnije. Vesel sem, da mogoče tudi to nekje je ena spodbuda za krščansko življenje, za krščansko občestvo. Vesel sem tudi, da je k temu pristopila tudi občina in se mi res lepo zahvalim za to, kot sem slišal. Pač, kaj si človek želi ob take priložnosti? Najprej želim izraziti hvaležnost vsem, hvaležnost tudi, bi rekel, svoji cerkvi, svojemu narodu, za to, kar sem v življenju prejel. Pač nič nimamo, kar ničesar nismo prejeli. Vse je Božji dar, ne? Ja. Vse je Božji dar, ki nam je bil dan preko konkretnih ljudi, preko konkretnih okoliščin in je izredno pomembno, da se tega zavedamo. Mislim, jaz se poskušam zavedati tega, ne? Ja. Tudi, če so zelo male stvari, ampak tudi recimo, mali kamen ali pa mala stvar včasih zaobrne celo situacijo, ne? Gospod nadškof metropolit, želimo vam, da bi se še naprej dobro počutili doma, da bi se tudi kaj odpočili, preden se vrnete na vaše pomembno, odgovorno delovno mesto v Turčijo. Ostanite zdravi in da še naprej ostanemo tako povezani med seboj z domovino, vaše občestvo na nek način in naša slovenska cerkev.
Hvala lepa, poklonjen 100-krat za povabilo in želim vam še naprej, da bi tako lepo opravljali to poslanstvo v Slovenski cerkvi. Posebej pa še enkrat hvala, da ste bili navzoči na mojem posvečenju in da ste prenašali to posvečenje. Hvala lepa. Vam najlepša hvala, da ste bili naš gost. In srečno pot, ko boste potovali spet nazaj. Hvala lepa, poklonjen. Tudi vam, spoštovani gledalci, hvala za pozornost.